Spoštovani demokratično izvoljeni predsednik takratnega predsedstva, gospod Milan Kučan in člani takratnega predsedstva Republike Slovenije. Spoštovani predsednik takratne skupščine Republike Slovenije, takratne delegatke, poslanke, delegati in poslanci, dr. France Bučar. Spoštovani takratni predsednik izvršnega sveta oziroma vlade, gospod Lojze Peterle in vse ministrice in ministri njegove vlade. S hvaležnim spominom na doktorja Jožeta Pučnika in vse pogumne ljudi tistega časa, ekscelence, gospe in gospode, državljanke in državljani. Zbrali smo se na predvečer zelo pomembne in zelo posebne obletnice. Jutri, 8. aprila, bo minilo 25 let od izvedbe prvih demokratičnih večstrankarskih volitev. Bile so zgodovinska prelomnica za naš narodni razvoj. Dragocenost in slavnost prvih večstrankarskih volitev leta 1990 je namreč vsaj trojnega značaja. Prvič, vzpostavile so demokracijo. Drugič, omogočile so pogoje za ustanovitev lastne države in njeno povezovanje v združeno Evropo po lastni volji. In tretjič, bile so konstitutivnega pomena za narodno spravo. Za voljo vseh teh razsežnosti jih lahko brez zadrege razglasimo za enega najbolj odločilnih mejnikov našega političnega in duhovnega zorenja. Slovenska politična pomlad in izvedba volitev leta 1990 je prekvašala slovenski narod v nacijo, navznoter in navzven. Navznoter v smislu, da smo prelom s totalitarnim režimom dosegli s svojimi lastnimi intelektualnimi, duhovnimi in civilno-družbenimi močmi. Poleg tega je bistveno, da smo prestopili v demokracijo po mirni poti. Navzven pa v smislu, da smo bili Slovenci sestavni, aktivni del silovitih evropskih sprememb pred padcem in po padcu Berlinskega zidu. To je bilo nezamenljive vrednosti za graditev nacionalne samozavesti in poguma za odločitve, ki so sledile potem. Slovenci smo bili v takratnem demokratičnem vrenju protagonisti vizij združene Evrope, demokratične Evrope. Nismo bili zgodovinski zamudniki, pač pa pogumni dejavniki in sodobniki. Imeli smo vizijo, imeli smo voljo in bili smo se, to je zlasti pomembno, bili smo se sposobni pogovarjati in dogovarjati o najbolj bistvenih, vitalnih stvareh za narodovo prihodnost. Prihodnosti se takrat nismo bali. Prihodnost smo takrat oblikovali. Takratna enopartijska oblast in politična opozicija Demos sta se bili sposobni dogovoriti za demokratične volitve. Nova, demokratično izvoljena vladna koalicija Demos in takrat nova opozicija sta se bili kasneje, še istega leta, sposobni dogovoriti za plebiscit. In vmes je bila po leti 1990 spravna slovesnost v Kočevskem Rogu. Prav v tistih prevratnih časih se je počasi, a vztrajno gradila trdnost vere v našo sposobnost, da lahko kljub političnim in nazorskim razlikam med nami skupaj ustanovimo svojo lastno slovensko državo. Spoštovane gospe in gospodje, četrt stoletja kasneje smo nad slovensko demokracijo razočarani bolj, kot bi bilo treba. Tudi samostojna država, članica Združene Evrope, je manj uspešna od pričakovanj. Narodna sprava je deležna dvomov iz vseh strani, pa bi lahko bila tako velik navdih za našo večjo enotnost. Kljub tem ugotovitvam, pomen prvih demokratičnih volitev kot prehoda v demokracijo, samostojno državo in k narodni spravi ni nič manjši. Prav nasprotno, iz vsega dogajanja pred 25 leti
se lahko nekaj pomembnega naučimo za naša sedanja in prihodnja ravnanja. Zelo preprost nauk je, da nič ni bilo in ni samoumevno, da nič ni prišlo in tudi ne pride samo od sebe in da je skoraj vse v celoti odvisno od stremljenj in ravnanj ljudi, torej od nas. Do odprave totalitarnega režima in vzpostavitve demokracije ni prišlo samo od sebe. In tudi do samostojne države ne. In tudi do sprave ne bo prišlo. Vsemu temu smo in bomo priča, če bomo imeli vizijo, če bomo imeli voljo in če bomo imeli občutek za sodelovanje. Pri čemer smo, v primerjavi s položajem pred četrt stoletja, danes v pomembni prednosti. Tega se moramo zavedati in jemati kot odgovornost. Zdaj ne gre za to, da obstoječi politični, gospodarski in družbeni sistem spet vratolomno podremo, pač pa da ga zgradimo, nadgradimo. Demokracija, državnost, evropskost, sprava so pravi temelji. Za nobeno ceno, navkljub vsem pomanjkljivostim večstrankarskega sistema. Demokracije ne smemo sprejeti skušnjave, da bi jo zaradi česarkoli odrekli, si jo vzeli. Vsak, prav vsak, tudi največji problem našega naroda in naše države, smo in moramo biti sposobni reševati v demokraciji in za demokracijo. Demokracija je temelj naše državnosti, evropskosti in tudi narodne pomiritve. Spoštovane gospe in gospodje, v 25 letih smo lahko spoznali, da samo ustanovitev in vzpostavitev ustanov demokratične, socialne in pravne države še ni zagotovilo za njihovo učinkovitost in uspešnost. Sprva smo mnogi naivno mislili, da je to že dovolj. Ni. Na koncu vseh koncev je odločilen človek, kot posameznik, kot ustvarjalna osebnost. Spremembe na bolje, pomembno na bolje, so pred 25 leti dosegli ljudje. Spremembe na bolje v naslednjih 25 letih lahko edinole dosežemo znotraj novih ustanov, edinole ljudje. Prihodnost smo torej mi sami. Zato več vlagajmo tudi v naše medčloveške odnose, v vzgojo in trud, da bomo boljši kot posamezniki in kot skupnost, bolj samozavestni, kritični, aktivni, razumevajoči, strpni in odgovorni do sebe in do naše države, ki mora biti domovina prav vseh nas. Tvegamo ceno, da je v prihodnjih 25 letih, poleg jasne vizije in volje za njeno dosego, skoraj enako potreben napor za izgradnjo bolj pristnih, bolj strpnih, bolj človeških odnosov v naši družbi. Spoštovane državljanke in državljani, Slovenija je lahko še bolj demokratična družba. Slovenija je lahko še bolj uspešna država. Slovenci smo lahko še bolj pomirjeni in spravljeni med seboj. Četrt stoletja nazaj nismo zamujali zgodovine, zdaj gre za to, da spet ujamemo prihodnost. Čestitke za praznik demokracije.